Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Današnja epizoda bo nekoliko drugačna. Posvečena bo satelitu Gaia, ki je 15. januarja prenehal z znanstvenimi opazovanji. Projekt Evropske vesoljske agencije je bil namenjen natančnemu merjenju položajev zvezd in drugih objektov v vesolju. Na videz preprosta, v praksi pa kar zahtevna naloga. V več kot 10 letih aktivnega skeniranja vesolja se je projekt izkazal za izjemno uspešnega in za nepogrešljivega v znanstveni skupnosti. Gaine znanstvene presežnike mi bosta pomagali razložiti Andreja Gomboc in Maruša Žerjav. Andreja in Maruša, živjo. Živijo, hvala za povabilo. Vesoljski navdušenci vaju verjetno že poznajo, ampak vseeno se lahko na kratko predstavita. Ker Andreja. Okay, jaz sem profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici in tudi raziskovalka v tem tukajšnjem Centru za astrofiziko in kozmologijo. Se pa že vrsto let ukvarjam tudi s popularizacijo astronomije, na primer na portalu Vesolje. Jaz sem pa Maruša, sem podoktorska raziskovalka na Inštitutu za astrofiziko na Kanarskih otokih. Tukaj se ukvarjam z rjavimi pritlikavkami na podatkih vesoljskega teleskopa Evklid, ki je pred enim letom začel z opazovanji. Sem se ukvarjala tudi z mladimi zvezdami v preteklosti. Sicer pa tudi skupaj z Dunjo Fabijan ustvarjava podcast Temna stran Lune. Jaz sem pa Jure Japelj, astronom, sodelavec Univerze v Novi Gorici in med drugim tudi voditelj podcasta Portal v vesolje. Slovenci smo povezani z Gaijo. Vsi mi trije smo se v svoji karieri tako ali drugače srečali z Gaijo. Andreja, kdaj in kakšen je bil tvoj prvi stik z Gaijo? Moj prvi stik z Gaijo je bil že zdavno, preden je poletela v vesolje, ko je bila v fazi priprav, načrtovanj, sicer leta 2002, se pravi 11 let, preden je bila izstreljena, sem začela sodelovati pri tem projektu. V bistvu smo takrat, moja naloga je bila, da sem nekako s simulacijami probala oceniti, kako natančno bo lahko ta satelit določil rotacijske hitrosti zvezd, torej kako hitro se zvezde vrtijo. Tudi jaz sem se z Gaijo srečala že pred njeno izstrelitvijo, in sicer kot doktorska študentka v Ljubljani. In tam sem se ukvarjala z enim modulom, prav za Gaijo, ki iz spektrov zvezd računa oziroma določa radialne hitrosti teh objektov. Tako da, v bistvu se mi zdi tak zanimiv pogled na to, kaj vse se je z Gaijo dogajalo, zato ker sem se začela z astronomijo ukvarjati nekaj let pred izstrelitvijo, tako da sem videla, kakšen je bil svet pred Gaijo, ko še ni bilo Gaijinih podatkov, in pa zdaj. Moj prvi Gaia moment je bil tudi na začetku doktorata, to je bilo tam leta 2010-11. In zato je bila, krivda je na strani Andreje. Andreja je bila moja mentorica in Se opravičujem. in mi je predlagala, naj ocenim, koliko izbruhov sevanja gama oziroma koliko zasijev, torej svetlobe v vidni svetlobi, ki sledi izbruhom sevanja gama, koliko bi Gaia lahko detektirala. Izkazalo se je, da ne veliko. Me je pa oziroma naju je pa ta projekt približal ljudem, ki so iskali tranziente. To so viri svetlobe, ki se kar naenkrat pojavijo na nekem nebu, ki jih prej ni bilo, kot so supernove, ali pa recimo kakšne zvezde, ki naenkrat postanejo veliko svetlejše in potem spet potemnijo. In
ja, vsa ta leta smo nekako sodelovali in tudi sodelovali in skupaj opazovali takšne dogodke. Ja, dajmo najprej povedati nekaj o sami Gaji, o satelitu in o sami misiji, tako da ljudje dobijo občutek, o čem pravzaprav govorimo. Maruša, kje se satelit zdaj nahaja in zakaj je tam? Gaja je v točki, ki se imenuje L2. Zdaj, zakaj L? Da najprej že na začetku povem. Bil je nek astronom, ki se imenuje Lagrange in poimenovan je po njem. Zakaj L2, dvojka? Teh točk je v resnici 5. Zdaj pa, kaj so te točke? Recimo, če se predstavljamo, da imamo dve masivni telesi, naprimer Sonce in Zemljo, in neko tretje telo, naprimer satelit Gaja, ki se nahaja v njunem gravitacijskem polju. In če se predstavljamo, da je naprimer Gaja med njima, med Soncem in Zemljo, vemo, da Sonce s svojo gravitacijsko silo vleče Gajo proti Soncu, Zemlja pa svojo proti Zemlji. In nekje vmes obstaja ena točka, kjer sta te sile enako veliki, tako da se nekako uravnotežita in je Gaja v ravnovesju. Zdaj izkaže se, kot sem rekla, da takih točk je 5 in ena izmed njih se nahaja za Zemljo, se pravi na zvezdnici Sonce, Zemlja in točka L2. In v tej točki se nahaja Gaja. Ta točka je približno 1,5 milijona kilometrov daljna stran od Zemlje. In zakaj je Gaja ravno tam? To pa zato, ker, kot sem omenila, ta točka je nekako semistabilna, to pomeni, da ne deluje kakšna močna gravitacijska sila na Gajo, tako da ji ni treba porabljati preveč goriva, da popravlja svojo orbito. Drug zelo pomemben razlog je pa to, da se nahaja v zemljini senci. Če bi recimo Gaja mogla krožiti okrog Zemlje, bi polovico časa preživela na osvetljeni strani, kar pomeni, da bi osvetljevalo Sonce in ne bi bila temperaturno stabilna, segrevala bi se preveč. Če je pa ves čas v senci, je pa temperaturno veliko bolj stabilna. In zaradi vseh teh lastnosti je ta točka L2, v kateri je Gaja, zelo popularna, tako da Gaja tam ni sama. Tam so recimo še vesoljski teleskop James Webb, Euclid, tudi v preteklosti Planck, Herschel in tako naprej. No, satelit bo zdaj tam še dober mesec. Kaj pa sam satelit? Ima 2 teleskopa, ne zgolj enega. In Andreja ve, zakaj. Gaja je poseben teleskop, bi lahko rekli. Ne? Se pravi, je taka sonda, ki se vrti, nenehno se vrti okrog svoje osi. Približno 1 stopinjo na minuto se zavrti, oziroma periodo vrtenja ima 6 ur. Ampak ta os vrtenja, okrog katere se Gaja vrti, je pod kotom 45 stopinj glede na smer proti Soncu in potem še precesira. In potem Gaja pri tem, ko se vrti, v bistvu skenira nebo. Tako da ona ni usmerjena kot klasičen teleskop v en del neba, ampak ves čas skenira nebo in nekako ima pač goriščno ravnino, v kateri ima potem detektorje, ti dve zrcali, 1,4 metrski, usmerjata svetlobo in v tej goriščni ravnini ima pač detektorje, neke CCD ploščice in v bistvu objekti, zvezde in drugi objekti drsijo čez ta CCD in Gaja nekako zazna njihov položaj, izmeri njihov položaj tudi s pomočjo tega, da ima zelo natančno atomsko uro na krovu in potem v bistvu na tak način določa zelo natančno položaje v 2 dimenzijah na nebu, potem pa s pomočjo spektrometra tudi recimo radialno hitrost in nekako dobimo potem 3D oziroma 6D sliko izvorov, predvsem gre za zvezde naše galaksije. In potem podatki pridejo na Zemljo in je nekdo tam, kjer jih obdela. Tako je, se pravi, Gaja potem seveda mora poslati te podatke na Zemljo. Tukaj je problem, ker je teh podatkov veliko, ne. Se pravi, najprej Gaja ne naredi take klasičnega posnetka neba, kot smo navajeni, ampak lahko pa bi, a ne, lahko bi pošiljala dol
pač vse, kar celotno nebo, ki ga vidi, vendar zato enostavno nima dovolj downlinka, kot pravimo, ne, se pravi, ne more vseh podatkov poslati na Zemljo, zato ker pač jih pošilja preko 3 postaj. Imamo pač preko 3 zemeljskih postaj v Španiji, Argentini in v Avstraliji. Nekako so v stiku z Gajo, jo tudi koordinirajo, upravljajo in potem pridejo ti podatki, pač so omejeni, koliko lahko podatkov te postaje prečrpajo z Gaje. Tako da približno jih prečrpajo približno 25 gigabajtov na dan. Ampak to niso vsi podatki, a ne. Gaja v resnici pošilja na Zemljo samo take majhne poštne znamke okrog objektov. Se pravi, tam, kjer je objekt, nekako izreže tisti del in samo tiste informacije, vrednosti na tistih slikovnih elementih, na tistih pikslih pošlje na Zemljo. In potem, ko pridejo na Zemljo ti podatki, grejo v Španijo, v center, ESIN center, kjer se potem ki potem naprej se koordinirajo in upravljajo razne, recimo obdelavo teh podatkov, ne, da jih skalibrirajo in pač obstaja poseben konzorcij za to obdelavo Gajinih podatkov, ker je pač to precej zahteven proces, ne. Tudi zato recimo vsi podatki, ki jih je Gaja že zbrala, še niso javno dostopni, ker jih je potrebno pred tem ustrezno obdelati. Ja, in potem, ko so podatki enkrat obdelani, potem se lahko začnemo iti znanost. Najprej nekaj številk. Satelit je opazoval okrog 2 milijardi različnih nebesnih teles, večinoma gre za zvezde, so pa zraven še galaksije, kvazarji, asteroidi in tako dalje. Večino je opazoval večkrat, pridobljene podatke in številne količine izmerjene iz teh podatkov so znanstveniki strnili v 3 kataloge, 2 še prihajata. Katalogi, ki so na spletu, so znanstveniki do zdaj odprli 580 milijonkrat in podatki so očitno zelo uporabni, ne, saj so bili v takšni ali drugačni obliki objavljeni v okrog 13,000 publikacijah. Zdaj to poslušalcem mogoče ne pove veliko, ampak verjemite mi, da je to zelo impresivna številka. Ogromno je projektov, ki jih je Gaja omogočila. Ogromno je tudi projektov, ki ne bi bili tako odmevni, kot so bili, če ne bi imeli možnosti uporabe odličnih podatkov, ki jih je Gaja pridobila. In ne bomo govorili o vseh teh projektih, ker jih je enostavno preveč. Zato smo se odločili, da bo vsak od nas predstavil eno temo. In bi kar začeli s tabo, Andreja. Kaj nam boš predstavila? Ja, jaz verjetno moram kot soavtorica članka na to temo predstaviti primer črne luknje Gaja BH3 z oznako, ki jo je Gaja zaznala pač s pomočjo natančnega merjenja položaja neke vidne zvezde, temu rečemo astrometrične meritve, kjer v bistvu izvemo, da ima zvezda spremljevalko, zato ker se pač navidezno giblje na nebu. Njen položaj na nebu se pač periodično spreminja. In v tem primeru je bilo zanimivo, ker je bila ta spremljevalka po vsej verjetnosti črna luknja z maso okrog 33 mas Sonca, kar jo postavlja v razred tistih nekoliko bolj masivnih zvezdnih črnih lukenj, kakršne detektirajo detektorji gravitacijskih valov. In so jih prej zaznali samo pač na ta način, z gravitacijskimi valovi, tukaj je bilo pa pač zaznano na drugačen način. In je zanimivo tudi to, da tako masivne črne luknje pač naj bi nastale iz zvezd, ki imajo nizko vsebnost težjih elementov od vodika in helija. In prav ta zvezda, okrog katere je bila odkrita ta črna luknja, je dejansko tudi taka, ne, da ima manjšo vsebnost vodika in helija, kar kaže, da bi lahko bilo to v resnici povezano. Je pa zanimivo tudi gibanje te zvezde, ki je pač drugačno od tipičnega gibanja zvezd v naši galaksiji, in kaže, da bi mogoče lahko ta zvezda prišla z ene kroglaste kopice, ki se je pač raztrgala v naši galaksiji. Maruša, zanima me, kaj boš ti izpostavila?
Ja, tudi jaz bi rada izpostavila nekaj, s čimer se jaz tudi ukvarjam. In sicer mene je najbolj fasciniralo to, kako se je izboljšal pogled na bližnjo okolico Sonca in mlade zvezde. In sicer zato, ker Gaja mer lastna gibanja, se pravi gibanja zvezd na nebu, in pa paralakse, ki so povezane z njihovimi oddaljenostmi, smo lahko šele zdaj dobili tridimenzionalen pogled v zvezdne porodnišnice zvezd. Naprimer, ena taka bližnja večja porodnišnica je v ozvezdju Orion. Naj povem samo primer. Naprimer, vsi poznate meglico M42 v Orionu, kjer nastajajo nove zvezde, in sem ravno preverila ta podatek, da so to meglico poznale že staroselske kulture, ne vem, tisoče let v preteklosti, tako da to poznamo že zelo dolgo, ampak šele zdaj ugotavljamo, kako je to povezano z okoliškimi strukturami oziroma filamenti, kjer nastajajo zvezde. Je pa ta porodnišnica naprimer del celo večje strukture. Naprimer, pred nekaj leti so odkrili en tak val zvezd, ki so ga poimenovali Redcliffeov val. In gre za strukturo, ki je dolga celo, mislim, da je številka 9000 svetlobnih let. To je ena taka struktura, kjer je koncentracija mladih zvezd večja in poteka vzdolž spiralnega rokava, v katerem smo tudi mi. In vse to je bilo omogočeno zdaj z Gajo, zato ker so še gledati nazaj v preteklost in so videli, da v dvodimenzionalni sliki, kjer razdalje niso poznali, se tega sploh ni dalo videti. Tako da se to šele zdaj v tridimenzionalni strukturi. Po drugi strani je pa Gaja tudi zelo prispevala pri odkrivanju zvezdnih kopic. Vemo tudi, da velik delež mladih zvezd nastaja v kopicah. In naprimer pred Gajo smo jih poznali približno 3000, pa se je izkazalo z Gajinimi podatki, da neko število, nek delež teh kopic sploh ne obstaja, so bile samo navidezne, ker nismo poznali razdalj. Hkrati so pa odkrili v Gajinih podatkih tudi ogromno novih, tako da zdaj jih je trenutno okrog 4000 potrjenih. Ne bi bilo pa celo več, ampak čakamo na nove Gajine podatke. In seveda, to so neke številke in to je katalog kopic, nam bo pa to omogočilo nadaljnje raziskovanje. Naprimer, vidimo veliko kopic tudi v notranjem disku galaksije, kakšna je njihova starost ali po zunanjem disku in kako je to povezano s spiralnimi rokavi. Tako da ogromno odkritij nas še čaka. Mogoče bi še jaz dodala, ta Gaja BH3 sem rekla, da je bila je v bistvu tretja črna luknja, ki jo je Gaja odkrila, te vrste, in je bila odkrita na podlagi astrometrične metode, se pravi premikanja na nebu. In bi rada recimo povedala, da še veliko več podobnih črnih lukenj si obetamo, da bomo odkrili iz Gajinih podatkov, ki jih bomo res lahko analizirali podrobno, in to recimo delamo v našem projektu, ki ga imamo, projekt Evropske vesoljske agencije z imenom GAME oziroma Gaia Astrometric Microlensing Events. Se pravi, da bomo s pomočjo astrometričnih dogodkov mikrolečenj lahko odkrili tudi take spremljevalne zvezde ali pa mogoče celo izolirane črne luknje v naši galaksiji. Se pravi, take, ki so same in pač mogoče tavajo po galaksiji, to bi bilo izredno zanimivo. Ja, kot je omenila Andreja, čeprav je Gaja že zaključila z opazovanji, velika količina podatkov šele prihaja. Tako da še ni konec raziskovanj. Ja, in podoben kot črne luknje lahko s temi z Gajo in astrometrično metodo odkrivamo tudi eksoplanete. Tako da je podoben način. Ok, potem pa še jaz. Jaz bom pa vzpostavil nekaj, s čimer se ne ukvarjam, se mi zdi pa fajn. Gaja med skeniranjem neba vidi pač vse, kar pride v njeno vidno polje, ne? In med drugim so to tudi asteroidi v našem Osončju. In ja, čeprav Gaja ni bila zgrajena pa poslana v vesolje zato, da bi opazovala asteroide, jih je v teh letih posnela več kot 150 000. Za občutek, v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom
se nahaja med 700.000 in 1,7 milijona asteroidov, večjih od 1 kilometra, tako da 150.000 je kar visoka številka, ne dober delež tega. Zanje je Gaia pač posnela natančne hitrosti in položaje, ti se sčasoma seveda spreminjajo, zato ker se asteroidi gibljejo okrog Sonca. Z Gaio, zato ker so ti položaji izmerjeni tako natančno, približno 1000-krat bolj natančno kot z drugimi opazovanji, potem lahko izračunamo orbite teh asteroidov veliko bolj natančno. In to potem pomaga pri razumevanju razvoja Osončja, razvoja orbit, trkov med asteroidi v preteklosti, pomagajo identificirati družine asteroidov. Gaia je obenem posnela tudi spektre, približno 60.000 asteroidov, torej spekter odbite svetlobe Sončeve od asteroidov, kar ti da informacije o obliki, rotaciji in kompoziciji asteroidov. Potem še 2 stvari na hitro omenim, da je odkrila je tudi več 100 parov asteroidov, ali pa dvojnih asteroidov. Prej smo jih nekaj 10 poznali, zdaj jih je pa več 100. Potem pa še ena zanimiva stvar, ker zaradi Gaie poznamo zelo natančen tako položaje zvezd kot orbite asteroidov, lahko napovemo, kdaj bo nek asteroid potoval prek določene zvezde na nebu, da jo bo zakril. In tak prehod ponavadi traja le nekaj milisekund, ampak obstajajo kamere, ki tako zelo hitro šklocajo in lahko nekako ujamemo asteroid med tem prehodom. In to ti da zelo podrobne informacije o obliki asteroidov. Na ta način so, na primer, za nekaj asteroidov ugotovili, da imajo recimo obroče. Tako da ja, to je bil moj pitch zdaj o asteroidih in Gaii. Tako da dovolj o tem. Ja, pač raziskovanje astronomiji, pač Gaia, kot je Andreja omenila, pač tudi ni nek klasičen astronomski teleskop. Včasih se še da recimo opazujemo neko zvezdo in na podlagi tega nekaj izmerimo in dobimo nek rezultat ven, ampak vse bolj so pomembne te velike baze podatkov. In ne samo Gaie, vse več se uporablja, se pač neke raziskave dela tako, da združimo podatke z zelo različnih projektov. In tukaj bi rad 2 nekako na hitro izpostavil, ker se mi zdi ta pomembna. Univerza v Novi Gorici je del projekta LSST, ki bo v naslednjih letih zbral še veliko več podatkov kot Gaia. In Andreja je zelo vpeta v ta projekt. Mogoče nam lahko poveš, kaj LSST sploh je? LSST je kratica za Legacy Survey of Space and Time, kar je nemogoče prevesti v slovenščino. To je projekt, ki se bo začel letos izvajati na observatoriju Vera Rubin v Čilu, na 8-metrskem teleskopu, ki ima hkrati tudi zelo veliko zorno polje za 40 polnih lun. Se pravi, mu bo omogočil, da bo delal na podoben način, v bistvu podobno kot Gaia, pregled neba, vendar bo lahko segal še veliko globlje. Ne bo pa mogel pokriti celotnega neba, ker bo pač lahko pregledal samo celotno vidno nebo z tistega observatorija. Se pravi, v tem primeru ne bo tako kot Gaia, ki je preskenirala celotno nebo. Gaia je šla do magnitude okrog 20, LSST bo šel recimo v rdečem filtru do magnitude 23 pa nekaj, že v enem posnetku, potem po 10 letih, ko bo posnetke, ko bo ponavljajoče opazoval celotno nebo, bo posnetke sestavljal, bo segal še globlje. Se pravi, bo lahko videl šibkejše, nekaj 10-krat šibkejše objekte kot Gaia, in zato jih bo videl tudi približno 20-krat več, ocenjujemo, ker pač nihče zares ne ve, ker Gaia je naredila recimo 2 milijona, z 2 milijardama objektov, kar je že veliko. LSST pa predvidevajo, da bo opazoval, da bo zaznal 17 milijard zvezd in 20 milijard galaksij. In bo pa seveda, ker bo pa tudi zelo dragocen, in to je tisto, kar recimo mene pa moje sodelavke pa sodelavce tukaj v Centru za astrofiziko in kozmologijo
Najbolj zanimajo so pa tranzientni pojavi, se pravi vse te spremembe, ki se bodo zgodile na nebu, ko bo pač opazoval en del neba, ne vem, to noč, pa čez 3 noči spet, bo lahko videl, če se je kaj spremenilo, recimo, če se je kak nov izvor pojavil, ali je kak izvor se premaknil, recimo asteroide bo lahko na ta način zaznaval. Predvsem pa mene zanimajo seveda dogodki, kot so raztrganja zvezd v bližini črnih lukenj, ki jih danes poznamo okrog 100. Vsi teleskopi doslej so jih zaznali okrog 100. Ta projekt LSST bi jih pa naj po ocenah moje nekdanje doktorske študentke Katje Bučar-Britzman zaznal okrog 10 na noč. Se pravi, da bo že v enem mesecu zaznal jih večkrat, pa jih poznamo doslej, ne. In to bo seveda nam omogočilo marsikake študije, predvsem bi radi s pomočjo teh dogodkov izvedeli, kakšna je masna porazdelitev črnih lukenj, se pravi, kakšne so mase črnih lukenj, ki se skrivajo v večini pač galaksij, takih normalno velikih, ampak tistih, ki imajo maso manj kot recimo milijon mas Sonca, ne moremo dobro zaznavati na druge načine, lahko jih pa zaznamo, če pač taka črna luknja raztrga zvezdo, in potem lahko iz tega sija, ki pri tem nastane, sklepamo, ugotovimo, ko primerjamo z numeričnimi simulacijami, ki jih dela pa tudi moj nekdanji doktorski študent Ta Janković, lahko potem določimo v bistvu, kakšna zvezda je bila raztrgana in pa kakšna je bila masa črne luknje. Ja, in kot si rekla, zdaj tukaj podatkov bo še veliko več, kot jih je bilo prej pri Gaji. Gaja je bila tudi nek tak zaprt sistem, torej ljudje, ki so delali s temi podatki, so bili res del kolaboracije Gaja in so zelo nadzorovano pač te podatke obdelali. Pri LSST je pa stvar drugačna. Določeni podatki so javni, in v bistvu jih je toliko veliko, da to s sabo prinese določene težave. Ja, v bistvu to je težava, ne, s tako količino podatkov še nismo delali. Ne bodo vsi podatki javni. Javni bodo ti podatki o tranzientih, se pravi alerti, bodo pač takoj, ko bo LSST posnel neki del neba, bo pač sprocesiral to in v eni minuti bo poslal okrog, kaj se je spremenilo. Ampak podrobnejše informacije, recimo kakšna je pa tista galaksija gostiteljica, v kateri se je zgodila neka supernova ali pa raztrganje zvezde, to bo pa dostopno samo tistim, ki smo tako imenovani data rights holders, se pravi, da imamo pravico do dostopa podatkov, ki smo si jo prislužili pač s svojim delom, in tule recimo naša univerza v Novi Gorici ima te pravice, ne. Maruša, tebe sem pa želel vprašati o Evklidu. Rekla si že, da delaš na tem, to je še ena pomembna misija Evropske vesoljske agencije. Nam lahko malo več o tem poveš? Ja, Evklid je nov teleskop, vesoljski teleskop, ki se nahaja tudi v točki L2, tako kot Gaja, tako da sta soseda. In ja, prvotni namen Evklida je pa kozmološki, tako da tukaj se z Gajo razlikujeta. Evklid opazuje oddaljene galaksije in s tem želi odgovoriti na vprašanje o temni snovi, temni energiji in tako naprej. In je pa drugačen od Gaje v tem, da ima poleg optičnih inštrumentov tudi infrardeče. Tako da v infrardečem delu opazuje in fotometrijo in pa opazuje tudi spektre, ima spektroskop. Ker opazuje oddaljene galaksije, je usmerjen izven ravnine naše galaksije. Tako da ne opazuje toliko zvezd, kot bi si mi želeli v ravnini naše galaksije, ampak pač oddaljene galaksije. Ampak po drugi strani je pa na nek način komplementaren Gaji v tem, da opazuje lahko objekte, ki so zelo rdeči v naši galaksiji. In to so na primer rjave pritlikavke. Na primer Gaja ni bila občutljiva na rdeči del, zato ker ni bila infrardečih inštrumentov, medtem ko Evklid pa je. Tako da Evklid je idealen za opazovanje rdečih pritlikavk in ravno na takem projektu delamo tudi v naši skupini.
In sicer izkazalo se je, da sta ravno komplementarna v smislu, da če pogledamo magnitude, do kamor Gaja opazuje, naprimer do magnitude 20, 21, ravno tam se Evklidovi podatki začnejo, tako da se ravno prekrivata še. Gre pa Evklid globje do magnitude 24 približno v infrardečem oziroma še dlje v optičnem delu. In zdaj, ko že rišemo prve grafe z rezultati, opažamo, da se ravno, recimo, poslušalci verjetno poznajo Hertzsprung-Russellov diagram, ki je diagram, kjer potekajo zveze od najbolj vročih do tistih podobnih Soncu, do tistih najhladnejših, potem se pa ta sekvenca nadaljuje proti rjavim pritlikavkam. In ja, zdaj opažamo, da ni nobene vrzeli med tem, ampak zaradi tega, ker recimo, če bi opazovanja manjkalo, ampak se ravno lepo nadaljuje. Zdaj, zakaj nas to toliko zanima? Zato, ker rjave pritlikavke so nekako vmezni člen med zvezami in planeti. V njih ne potekajo take jedrske reakcije kot v Soncu, tako da se s časom ohlajajo in postajajo vedno bolj rdeče. In ja, kot sem že omenila, je to vezni člen med planeti in zvezdami in Evklid bo po napovedih lahko opazoval tudi planete, in sicer ne take, ki so mogoče tudi kakšnega v okolici matične zveze, ampak tudi take, ki so prosto plavajoči. Zdaj ne vem, kako bi se prevedlo to v slovenščino, free floating planets, ampak vemo, da taki planeti tudi obstajajo. In nas zanima, kako nastanejo. A so nastali okrog matične zvezde in so bili kasneje izvrženi, ali pa so celo nastali kot brez zveze, na tak način, kot nastanejo zvezde, le da je masa toliko majhna, da pač je nastal planet iz tega. Tako da ja, trenutno ustvarjamo kataloge, po napovedih bodo ti katalogi rjavih pritlikavk za nekaj redov velikosti presegli doslej znano število teh objektov. In hkrati po drugi strani nas pa zanima tudi, kakšno je število teh objektov, ki nastanejo. Naprimer, kakšna je masna porazdelitev. Prej sem govorila že o zvezdnih porodnišnicah zvezd in ena izmed najbolj pomembnih vprašanj je, naprimer, kakšna je masna porazdelitev, koliko zelo masivnih zvezd nastane, koliko manj masivnih, in nas zanima ta spodnji del masne funkcije. Zato, ker po nekaterih napovedih obstaja tudi neka ideja, da se nekje kar konča, po neki masi, pod to maso nastajajo objekti več. In zdaj nas zanima, a to res obstaja, kje je in kako je in tako naprej. Po drugi strani pa recimo ena stvar, ki ne vem, koliko je splošno znana, ampak pred leti je bila neka ideja, da so rjave pritlikavke so zelo, zelo temne in jih je težko opazovati. In po nekih napovedih jih bilo toliko, da so nekateri dali predlog, da ne bi bilo to manjkajoča temna snov. Zdaj, evidence za to nimamo, ampak bi jih pa radi najprej prešteli, da vidimo, a lahko to potrdimo ali pa ovržemo. Ja, super, komaj čakam, da ti vaši rezultati pridejo ven, da bomo lahko videli, kaj ste našli. Gaja je seveda produkt evropskega znanja, še zdaleč ni edini odličen projekt Evropske vesoljske agencije. Omenjali smo že Evklida, pred nekaj leti je bil zelo pomemben satelit Planck. To so vsi projekti, kjer se je delala super znanost in katerih podatki bodo še dolgo časa zelo relevantni. Slovenija je zdaj polnopravna članica ESE, v bistvu so slovenski znanstveniki že v procesu približevanja delali na nekaterih evropskih projektih, tako Andreja kot Maruša sta omenili, da sta v bistvu s tem začeli delati na Gaji. Zdaj vprašanje je seveda, ali bo zdaj polnopravno članstvo, ali bo to zdaj za slovenske, zdaj, če se omejimo na znanstvene raziskave, ali bo to za Slovenijo zdaj še več priložnosti za naše znanstvenike, Andreja? Ja, mogoče vseeno poudarim še, da v ESO se je Slovenija včlanila predvsem zaradi podjetij, ne zaradi astronomov, to je treba poudariti, ne. Mislim, da smo, kot si rekel, Jure, mi smo že prej, sodelovali pri različnih misijah ESE-nih, ampak seveda zdaj polnopravno članstvo Slovenije nam odpira še dodatne priložnosti, recimo sodelovanja v kakšnih misijah. Je pa treba razumeti naslednje, Sicer kot polnopravna članica ESE bo Slovenija
prispevala v obvezni program Space Science. To je pač program, ki je ESIN program, ki je namenjen misijam za raziskovanje osončja in širšega vesolja, se pravi, to so astronomske misije. Ampak to ne pomeni, da je namenjen astrofizikalnim raziskavam samim, ne. Se pravi, ESA razvija sonde, jih pošilja v vesolje, poskrbi, da delujejo, da podatki prihajajo za njih, ampak od držav članic pa pričakuje, da astrofizikalne raziskave ustrezno financirajo na nacionalni ravni, a ne. In to se mi zdi, da recimo je zdaj trenutek, ko bi v bistvu lahko v Sloveniji ali pa bi morali v Sloveniji malo finančno okrepiti astrofizikalne raziskave, ki so povezane z misijami ESA, ker pač lahko potem ta astrofizikalna skupnost, če je močnejša, če sodeluje v več misijah, potem tudi lahko odpira vrata podjetjem in drugim raziskovalcem in raziskovalkam na drugih področjih v ESIne projekte, recimo s svojim znanjem, s svojimi odličnimi povezavami v mednarodni skupnosti, in pač tudi z informacijami. Recimo tak primer je predlog ESIne misije Tesej, ki ima za cilj detektirati zelo oddaljene izbruhe sevanja gama, se pravi take, ki bi nastali ob eksplozijah tiste prve generacije zvezd v vesolju, in bi v bistvu nekako segli še malenkost dlje, kot recimo seže James Webb teleskop, a ne, s temi opazovanji, se pravi res še bolj zgodnje vesolje. In tukaj recimo smo bili mi, ki delujemo že vrsto let raziskovalno na področju izbruhov sevanja gama, smo bili povabljeni, da sodelujemo, in seveda imamo zdaj informacije o tem projektu in smo recimo pred kratkim organizirali tudi sestanek v Sloveniji, na katerega smo povabili podjetja in druge raziskovalce, da pač dobijo informacije, da se lahko potem tudi najde mogoče neki prispevek, ki ga lahko dajo slovenska podjetja in raziskovalne inštitucije. Ja, mislim, da lahko počasi zaključimo, da ne bomo predolgi. Mislim, da smo Gajo kar lepo predstavili. Konec marca bodo inženirji Gajo poslali v neko drugačno orbito okrog Sonca, kjer ne bo več vezana na Zemljo, in nato jo bodo ugasnili. In s tem bo ta del misije končan. Kot rečeno, znanstveniki imajo še nekaj dela, do konca desetletja naj bi izšla še 2 kataloga. Bi vidve še kaj dodale ob tem? Ne, jaz bi dodala, da je hitro minilo od takrat, ko sem se začela ukvarjati z Gajo pa do zdaj. Ampak ja, je pa, kot je Maruša rekla, ne, lepo je gledati en cel razvoj misije, od priprave do izstrelitve in potem, ko začnejo podatki prihajati, in zdajle kar malo tak en čustven občutek, a ne, ko se Gaja poslavlja, in še posebej, ko jo bodo izklopili, se mi zdi, da bo kar ena taka prelomnica v življenju marsikaterega astronoma in astronomke, ki je bil z Gajo tesno vpet. Ja, jaz se kar strinjam, jaz kar nekako nočem spremljati teh novic o tem, da je Gaja končala z opazovanji. Se pa po drugi strani zelo veselim še prihajajočih katalogov, zato ker bodo več podatkov bo in še boljši bodo, tako da mogoče najboljše šele prihaja. Ja, težko se je v bistvu zamišljati te projekte, ki trajajo tako dolgo. Mislim, da prvi članek, ki sem ga zasledil o Gaji, tako prvi koncepti, ki sem ga jaz videl, je bil iz leta 92, pač prva polovica 90-ih let, ne, in ja, to so res taki zelo, zelo dolgoročni projekti. In ja, si predstavljam, da so ljudje, ki res celo kariero delajo takole na enem projektu, ne, kar je tudi po svoje lepo. Ja, Maruša in Andreja, hvala za sodelovanje. Mogoče še kdaj drugič. Ja, hvala za povabilo. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste vztrajali do konca našega pogovora. Z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja, če se vam je kakšno pojavilo v poslušanju. Naslednja epizoda podcasta Portal v vesolje se bo pojavila čez 2 tedna. Do takrat pa vam želim veliko jasnih noči.